se zavedam, da je delati zame včasih psihično utrujajoče, no, vsaj za našega Sajkota, sem se odločil, da ga 1. maj pošljem na slovensko obalo. Morda se končno spočija in vsaj malce umiri in zbistri glavo. Dnevno se pogled njegov prispevek z dopusta, ki sem mu ga dopustil. 1. maj, praznik D. Dan, na katerega se praviloma ne dela. Sam to ne velja za tega modela, ker mene je Jure poslal na morje. In za povrh vsega me je poslal še z vlakom, se pravi jeklenim konjičkom, ki je v lasti Slovenskih železnic. Ne gre toliko za jeklenega konjička, bolj za zarjavevega oslička. Pot nas bo peljala skozi drn in strn, planine in doline. Peljali pa se bomo tudi mimo Maribora in Ptuja. Tam obrnili in se odpravili proti obali. Mislim, ne zares, ampak časovno bo pa tam. Ok, kar tam imam, vse kar zdaj še rabam je, da dešifriram te zvočne hieroglife. Vlak za Koper zamuja. Vlak za Koper zamuja ali pa slak Zdravko marakuja. Nekaj tega. Mislim, da moram iti tja. Ne, zajebu, v nasmer. Tle lahko vidite, kdo pride. Noben. Čakam na vlak, ki tipično zamuja, očitno jim točnost ni nuja, jim je brzina tuja, buja. Vse, kar mi preostane, je, da počakam. In čakanje je tudi poslanstvo Slovenskih železnic. Vlak končno prispe, zato se nanj hipoma povzpnem. Takoj zatem se vrnem po kamero, ker so me poslali kar samega. No, presenetljivo je vlak proti Kopru povsem prazen. Če te presenetijo povsem običajne stvari, no pa toliko zgodaj vstane. Začetek poti z vlakom. Ena izmed največjih senzacij življenja, ki je tudi malo ne razumemo. Gremo. Se ni čudem, da je toliko počasen vlak, če skozi vzradno pele. Slovenske železnice so znane tako po podiranju rekordov, kot po dejanskem podiranju. Ker mi smo štartali s 3 vagoni, zdaj sta pa samo še 2. Hvala Bogu sem se usedel na ta pravga. Upam. Koper, ne? Ja. Ko smo ravno pri rekordih, trenutno sem na najhitrejšem vlaku od Ljubljane do Kopra. In hkrati tudi edinemu. Premikanje po slovenskih planjavah je boleče počasno. Moto Slovenskih železnic bi mogel biti na cilju, kot bi mignil. Če si v komi, kjer je miganje čudež, na vlaku ti lahko hitro postane dolgčas. Čas si lahko krajšaš s knjigo ali pa tako, da greš večkrat na WC. Evo, sem bil glih kar na 2, čeprav je me bolj 3, če veš, kaj mislim. Pač oddelek sem zadev. Čeprav s slovenskimi železnicami dolgčas traja tako dolgo, da pomisliš, da bi čas skrajšal kar zavedno. To je vlak smrti, ki nas tako kot življenje večkrat pelje skozi tunel, kjer nas objame hladna tema. Špolj čudem bi bilo, če bi ukle zraven enega otroka, ki me vsakih 5 minut spraševal, če smo že tam. Predvsem zato, ker otrok nima. Dolgotrajna izposoja pa je ilegalna. Viktor mi je prišel povedati, da se bomo v Divači prestavili z vlaka na avtobus, ker ta vlak očitno ne zmore več. Plačam prestrop na avtobus. Ampak ej, se veste, kaj pravijo? Skupaj zmoremo. Nadomestni prevoz. Po predolgem potovanju končno prispemo v Koper. Čeprav se človeku zdi, kot da bi pristali na drug planet. Končno se vrata odpro in človeka v trenutku zadane vonj po mrtvih ribah, ki se razprostira čez koprsko obalo. In kljub temu, da rib ni zaužil, mu med zobe zaplavajo ribje kosti. Peš se odpravim proti centru Kopra, da vidim, zakaj ljudje s takim veseljem hodijo proti morju. Končno morje. Ga ni boljšega razgleda. Gruče Slovencev se zgrinja po obali in išče svoj prostor pod oblaki. Končno najdem prostor za mojo zadnjico. Vendar med tem, ko gledam v neskončnost, kjer se Jadransko morje dotika neba, me pogreje v srcu. Cilj Slovencev ni morje, temveč čim večja distanca od službe, šefa in vsakdanjih skrbi. Pozabim na vse, ale za kratek čas. Gotovim, da se temu potovanju reče obala ekspres, saj jo vidiš le ekspresno. Kaj kmalu moraš namreč spet sesti na vlak, ki te pelje nazaj v realnost. Tako je, Slovenci ne gremo na morje zato, da bi šli plavati, naučiti, ampak zato, da gremo možgane spočiti. Cilj, ki je vreden kakršnega koli potovanja.
Tako da, Jure, hvala. Zdaj pa nazaj v studio. Čeprav nisem čist ziher, če bom jaz sploh prišel nazaj. Kaj ne rečem? Držimo pesti, da ga je morje posrkalo za večno. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.